Zasvojenost pomeni, da oseba brez določene substance ne more živeti. Njen svet in življenje usmerjata smisel in željo po sredstvu mame. V Sloveniji prednjači alkoholizem, pogosta pa je tudi zasvojenost s trdimi drogami. V društvu Projekt Človek smo se pogovarjali s psihologinjo in osebo, ki je v procesu zdravljenja. Povedala sta nam, kako se ljudje znajdejo na točki v življenju, ko jih zasvojenost potisne na rob. Razložila sta nam, kako prepoznamo zasvojenost, kako poteka zdravljenje in kakšne so posledice dolgoletne uporabe prepovedanih substanc. Ponavadi je ena izmed zelo očitnih stvari to, da se oseba začne umikati iz odnosov. Se pravi, se zapira v sobo, noče se pogovarjati, s tem tudi hoče nekako prikriti to zasvojenost. In pa značilno je tudi to, da oseba želi čim več časa delati to, s čimer je zasvojena, zato tudi nima časa za nekaj drugega. Tudi odnosi se sicer poslabšajo, pride do konfliktov, lahko kakšnega izsiljevanja, lahko tudi nasilja. Ponavadi smo hodili po robo celo v Pulo, Zagreb, Beograd. Ni bilo to kar tako, kot danes, da dobiš v bistvu na vsakem koraku. Včasih je bilo to res težko dosegljivo. Ker recimo gram heroina je takrat stal 200 mark, nemških mark. Gram kokaina pa 250. Tako da so bile res cene, res. Ni bilo tako, kot danes, da na vsakem koraku dobiš pa tako. So bili res taki ozki, zaprti, ekskluzivni krogi v bistvu. Pa težko si prišel zraven. Ampak ko si enkrat bil, pa nisi mogel več stran. Tudi družino sem imel. Pa sem v končni fazi vse uničil s tem. Res vse. Nagnjenost za razvoj odvisnosti opažajo pri različnih skupinah ljudi. Taka skupina so lahko osebe, ki imajo težave z duševnim zdravjem, pogosto so to tudi socialno ogroženi, ki so v stiski in si poskušajo na tak način pomagati in pobegniti pred svojo situacijo, nenazadnje pa tudi mladostniki. Izkušnje in raziskave kažejo, da je nekaj vzgojnih napak staršev, ki lahko povečajo verjetnost, da njihov otrok razvije odvisnost. To pa so, da so recimo pretirano zaščitniški starši, ki otroka poskušajo obvarovati pred vsem hudim na svetu, s tem pa otroka ne pripravijo na neko samostojno odraslo življenje. Potem so lahko starši, ki ne postavljajo mej oziroma omejitev in se s tem spet otrok ne nauči, da so ene meje, da se moraš naučiti potrpeti, počakati, da prideš do neke nagrade. Tako sem, kako bo rekel, dvoličen bil. Med tednom normalen, za vikend sem se ga pobijal. Med tednom delal, podjetje, vse šibal, za vikend pa koma. Društvo nudi osebam s težavami z zasvojenostjo terapevtski program, druženje spodbuja se jih kulturnim, ustvarjalnim in športnim dejavnostim. Oseba uči čisto konkretno živeti drugačno življenje, kar pomeni, da imajo zelo strukturiran dan tukaj v programu, to pomeni urnik, da se skozi nekaj dogaja, da niso nekako prepuščeni brezdelju, razmišljanju o tem, kako je bilo, in da se tudi učijo enega, recimo temu, povprečnega normalnega življenja, da osvojijo nek bioritem, delovne navade, da spet se naučijo prevzemati neke odgovornosti.
da spoznavam neke trezne ljudi, drugačne ljudi, ne. Da se res socializiram, ne. To je tudi del programa, no. Tako da delam na tem, da si neko družbo dobim, ne, čeprav imam velike težave pri tem, ne. Velike. Uporaba heroina in drugih opiatov povzroča trajne in resne poškodbe možganov. Povzroča lahko možganske krvavitve, izumiranje možganskih celic, izgubo spomina. Oseba lahko doživlja panične napade, pogosta je tudi depresija. Redna uporaba substanc poškoduje tudi ožilje in srce, povzroča bolezni jeter in celo določene oblike raka. Pa lahko pride tudi do pač nepopravljivih sprememb, a ne, predvsem v smislu teh nekih motenj pozornosti, mentalnega procesiranja in tako, no. Oseba, ki je v terapevtskem programu društva, nam je zaupala, da jo je pot odvisnosti vodila od bolezni do izgube stikov z družino. Leta 1995, ne, je bil hepatitis C nekaj hujšega, v bistvu je našel se z aidsom nekje in je dobila prepoved približevanja. In na ta način sem izgubil stike, ki pa jih danes obnavljam, no. Včasih lahko že sam eksperiment s prepovedanimi substancami pomeni, da nas bo potegnilo v začaran krog omame. Sprememba načina življenja in ponovno vključevanje v družbo zahteva veliko truda in močne volje. Zasvojenost je kompleksna in oseba potrebuje veliko časa, da zazdravi to bolezen, zato je vedno bolje preprečiti, kakor se sploh začeti zdraviti zaradi nje. Preprečevanje zasvojenosti je zelo pomembno, da delamo z ljudmi v tem smislu, da se naučijo izražati, kdaj so v stiski, kdaj se slabo počutijo, da izražajo svoje čustva, da znajo jasno izraziti, kaj želijo, kaj potrebujejo, pa ne v smislu nekih materialnih stvari, ampak nekih teh čustvenih potreb po ljubezni, pozornosti, tolažbi,